S predlogom dopolnitve Zakona o voznikih se z novim 68.a členom določa, da imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je bilo izdano v Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu ali Srbiji in ima običajno prebivališče v Republiki Sloveniji, lahko brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita in predložitve dokazila o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo vozil zamenja veljavno vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje najkasneje 1 leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Državljani držav, nekaterih držav, ki niso članice Evropske unije, bodo po tem zakonu zamenjali svoja vozniška dovoljenja za vozniško dovoljenje članice Evropske unije. In vozniško dovoljenje s fotografijo je tudi dokazilo, ki dokazuje istovetnost osebe, ki ga predloži. Je v bistvu kot osebna izkaznica. Torej nekdo, ki bo kjerkoli na območju Evropske unije predložil tako vozniško dovoljenje, bo pred katerimkoli organom smatran kot državljan Evropske unije. To vi delate s tem zakonom in zaradi tega je ta zakon, kot je bilo povedano s strani vašega poslanca, tudi diskriminatoren, izrazito diskriminatoren, je pravno izrazito sporen, kar je povedala pravna služba. Negativno mnenje je dal drugi dom tega parlamenta, Državni svet. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nismo proti temu, da se zadeve, ki so administrativno slabe, izboljšajo. Tudi na tem področju ne. Vendar ta pot, ki ste jo obrali, je neprimerna. Namesto da bi kot poslanke in poslanci skrbeli za interese lastnih ljudi, Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, skrbite za neke interese korporacij, ker roko na srce, zakaj to delate? Delate za tiste voznike, ki imajo tukaj običajno prebivališče, kot govorite, družino, ki je na socialnih transferih, vozijo pa po Nemčiji, Avstriji, Severni Evropi in tako naprej.